V SI Metalo Ravne vsako leto podeljujemo štipendije našim bodočim sodelavcem. Tudi v letošnjem letu smo podelili štipendije 26 dijakom, študentom, od tega, če povzamemo, 23 dijakom in pa 3 študentom. Skupno imamo trenutno 84 štipendistov. Zdi se nam zelo pomembno, da mladim to omogočimo. Na eni strani je seveda to stimulacija, da se lažje odločajo za tehnične poklice, ki jih potrebujemo. Na drugi strani pa je to seveda za nas nujno potreben vir znanja, vir bodočih sodelavcev, ki bomo v naslednjih letih potrebovali. Dejstvo je, da vsako leto v Metalu veliko investiramo. V zadnjih 15 letih smo investirali približno 180 milijonov evrov. Imamo drago opremo, ki pa dobi svojo pravo, resnično vrednost, uporabno vrednost z znanjem, z ljudmi. Tako skrbimo za današnje sodelavce in seveda, kot je današnji dan, tudi za naše bodoče sodelavce, dijake. Dijaki seveda dobijo tudi določene ugodnosti, ki jim pomagajo pri izvajanju svojih šolskih obveznosti, pa na nek način delijo tudi tiste dobre bonitete, ki jih imajo naši zaposleni, kot je recimo brezplačno plavanje, smučanje in podobno, tako da v bistvu postajajo zelo hitro lahko tudi del naše družine Metala Ravne. Spet se pripravlja sprejem štipendistov Metala SI Ravne in mi dejansko smo vpisali letos že 3. generacijo metalurških tehnikov. Res pa je, da že kar več let po vrsti vpisujemo vsaj nekaj tudi metalurgov poklicne šole. Dijaki prihajajo, res je, da bi lahko bil večji razred, tega si želimo, ampak po drugi strani pa glede na to, koliko je ponudbe na Koroškem in tudi širše po Sloveniji, je kar zadovoljivo, da imamo vsaj približno 16-17 ljudi, ki se odločijo za metalurgijo in ki v glavnem tudi ostajajo. Zdaj izkušnje 1. in 2. letnika so dobre, prihajajo dijaki, ki ne pridejo samo pogledati na šolo, pač pa se tudi malo potrudijo. Še posebej pa vidim, kako so motivirani, ker dobivajo štipendijo. Ta štipendija postaja nekaj pomembnega v njihovem življenju, odgovorni postajajo, zelo načrtujejo, kako bo ta denar porabljali in se trudijo za ocene in niso zadovoljni z nižjo oceno, tako da se mi je prvič v zgodovini zdaj, kar jih učim, zgodilo, da so želeli popravljati 3, ker hočejo biti prav dobri in odlični, da bodo imeli naslednjo leto boljšo štipendijo. Glejte, karkoli je motivacija, je dobro, ne? Denar pa vsi poznamo in smo vsi občutljivi ob tem. Lahko bi seveda bilo še kaj bolje, ampak bomo gradili na tem, da bo bolje. Težave, ki se nam pojavljajo, so v tem, da moramo ogromno usklajevati z ljudmi, ki prihajajo iz podjetij poučevati in ti seveda so vpeti v 2 službi in nerealno bi bilo pričakovati, da bi lahko tudi ta delček službe, kot je pedagoško delo, opravljali z blaznim navdušenjem in pa z celotno energijo. Tako da naša želja in skupaj z Metalom Ravne je, da v prihodnje imamo vsaj kakšnega svojega strokovnega učitelja, pa potem malo poflikamo, kot rečemo radi Korošci, s kom iz železarne. Vemo pa, da seveda v eni osebi ni možno dobiti človeka, ki bi vse to znal, ker je metalurgija zelo široko strokovno področje in da bomo vedno v tem poklicu, v tem programu vezani na znanje, ki ga ima Metal. Zato si pa tudi želimo prihodnje tako dobrega sodelovanja, kot smo ga vzpostavili in jaz kot ravnateljica si bom gotovo prizadevala, da bo to sodelovanje obojestranska pot, daj dam, ta relacija, ki tudi v življenju res najbolj zdrži na dolgi rok. Sem vesela, da se dijaki vpisujejo, posebej sem pa vesela, da se sem vpisuje zelo veliko žensk. Letošnja generacija kaže že na takšno strukturo, kot smo včasih bili v gimnaziji, pol deklet, pol pa fantov. Tu imamo dejansko 7 deklet in 8 fantov ali pa 9 fantov in to je pa že taka struktura, ki daje tudi socialno okolje, ki je bolj podobno življenju, ker mi smo dejansko šola z večino fantov, mi imamo 630 fantov pa 20 deklet na celi šoli. Tako da sem tudi tega drugačnega tempa, drugačnega načina razmišljanja, drugačnega komuniciranja vesela, ker šolo poživlja. Tako da prinesli so metalurgi veliko izzivov, hkrati pa tudi kar veliko stvari, s katerimi smo zadovoljni.